V avli Ministrstva za kulturo predstavljam z razstavo Kolaž ni laž. Predstavljam se pa z serijo del, v bistvu s 6 serijami del iz zadnjih 4 letih. V bistvu na tej razstavi sem hotela nekako prikazati kolaž v najboljši luči, torej ne samo kolaž na klasičen način, na platnih, na papirju, ampak mogoče tudi kolaž povezan v knjigi ali pa mogoče kolaž povezan z videom, z filmom. Je pa tako, da jaz sama sebi ne pravim slikarka, ampak pravim zaprisežena kolažistka, ker sem si v bistvu, kljub temu, da je kolaž tehnika slikarstva, pa vendar se mi zdi, da v bistvu jaz skozi to tehniko se najbolj iskreno in najbolj izražam. Zakaj se mi zdi kolaž kot tehnika sila zanimiva, je to, in to sta v bistvu 2 točke. Prva točka je to, da je kolaž zelo pripovedan, ne? In da tudi ljudje se lažje nekako najdejo te neke svoje zgodbe noter in tudi moje zgodbe noter, zaradi tega, ker so v bistvu stvari, ki jih jaz uporabljam, so bile že videne. Druga točka je pa to, da v bistvu je kolaž reciklirana umetnost, kar se mi pa zdi tudi zelo pomemben vidik umetnosti. Takoj na začetku razstave vas najprej popeljem z serijo kraj, ki jih želim videti. In tukaj je v bistvu malo drugačna tehnika kolaža, kakor je samo odrezki iz starih revij. Ampak tukaj sem v bistvu uporabila tudi stare serviete, ki so jih zbirale naše babice, pa tudi naše mame, pa potem tudi mi smo jih zbirali, no. In nekako so tudi spet neke stvari, ki so ostale v predalu, imajo pa tudi neko vrednost nekih spominov, no. In jaz sem se odločila, da v bistvu te vse spomine združim na platnu, tako da sem te serviete začela aplicirati in jih mešati tudi z krep papirjem in ustvariti neko iluzijo slike, čeprav v bistvu gre za kolaž. In jaz v bistvu zelo malo barve uporabljam. Vso barvo, ki jo uporabljam v bistvu direktno izven iz materiala. Ja, kraj, ki jih želim videti. To je ta prva serija, ki se predstavlja na razstavi. Sem tudi zelo strastni popotnik, zelo rada potujem. Na tej razstavi so prikazani 4 kraji, ki bi jih v bistvu v svojem življenju rada obiskala. In eden izmed teh krajev boste videli tudi Jakušima, to je otok Jakušima na Japonskem, kar sem pa imela tudi zelo srečo, da po otvoritvi razstave sem v bistvu tudi odpotovala tja, in kar me je bilo v bistvu najbolj navdušilo je to, da ko sem prišla nazaj, sem ugotovila, da sem nekako ujela ta duh tega otoka, ne da bi v bistvu ga prej videla. Je pa tudi ta serija mogoče tudi majčkeno, sem v tem času, ko sem ustvarjala, v bistvu ratala rahlo otožna, ker sem ugotovila, da pač čas gre in ne vem, koliko let še bo ta čas in ko bom v bistvu lahko kraj obiskala, čeprav na koncu, ko sem pa imela odprito razstave, sem pa ugotovila, da tudi če mogoče v realnosti jih ne bom teh krajev videla, je pa vseeno. In to je tista stvar umetnosti, ki je super, ne? Ker v bistvu lahko odpotuješ, ne da si tam. No, to pot na razstavi pa nadaljujem z Laj svetom. Tukaj pa ne gre za analogen kolaž, tako kot v prvi seriji kraj, ki želim videti, ampak gre za digitalni kolaž. Tako da sem 2 leti nazaj, sem po dolgem času odbijanja te neke moderne tehnologije se vseeno pa odločila, da se mogoče preizkusim tudi digitalno. En velik povod je bil to, da sem začela sodelovati z glasbenikom Tomažem Štularjem, ki nastopa pod imenom Bordeaux. In ta serija Laj svet je bila v bistvu digitalnih kolažev, je bila v bistvu narejena za njegovo pesem. In te digitalne kolaže sem potem v bistvu spravila tudi v animacijo. V bistvu sem se v tej seriji bolj kot ne navezala na samo glasbo in na samo besedilo Tomaža. Zato tudi cela serija je taka nekih takih modrih, milih tonih. To pa zato, veliko je povezano z morem, to pa zato, ker sem že, ko sem začela poslušati ta komad, sem v bistvu nekako slišala valove, slišala pač ta nek novi svet, ki je nekje daleč, kamor moraš odplavati. In da je to tudi v bistvu nek svet, ki sem ga hotela prikazati, ki je v bistvu moder in modrejši od sveta, ki ga imamo mi tukaj, no. Noter je ogromno ene simbolike, kar pri kolažu niti ni toliko nenavadno, sploh zato, ker delaš iz teh slik, ki jih najdeš. Ja, to meni kot kolažistki v bistvu je zelo zanimivo, da ne apliciram kolaž samo na
platna in na papir, ampak da v bistvu probam tudi z drugimi zvrstmi umetnosti kombinirati. Ne? In to recimo en tak lep primerek je to, kar sem v bistvu povezala z glasbo in potem še z videom. No in potem nadaljujemo to naše popotovanje. Smo šli iz analognega v digitalno in smo šli iz nekih realnih krajev, gremo pa zdaj v bistvu v svet sanj. In to je pa ta druga serija, tretja serija, ki pa se reče Izolirane sanje. In tukaj sem v bistvu neke podobe iz sanj v bistvu jih izolirala na platnu in dodala neke nove informacije in jih povezala v neko smiselno celoto. Sem pa tukaj v bistvu tudi, to je edina serija, kjer sem pa uporabila material, ki sem ga tudi najdla v revijah in to so bile te revije Burda, ki so bile v bistvu za šivati. In noter v teh revijah sem v bistvu najdla stare kroje. Na začetku nisem točno vedela, kako jih bom uporabila, ampak te izolirane sanje so prišle več kot prav, ker v bistvu te načrti nekako povezujejo te elementi, ki so noter v sliki. Potem iz sanj lahko nadaljujemo naprej v serijo Alice in Wonderself, ki je pa v bistvu spet nekakšno popotovanje in sicer popotovanje v čudežni svet nas samih. Nekako je to, kot da bi rekli, da je nekako nadaljevanje Alice v čudežni deželi, kaj se z njo zgodi v bistvu, ko odraste. In tukaj sem pa to v bistvu prikazala ne samo skozi kolaž, ampak tudi skozi pisano besedo, torej so ne samo ilustracije, ampak je podkrepljeno tudi s tekstom, ki sem ga pa ustvarila na rezidenci v Nemčiji in v bistvu naredila slikanico za odrasle, ker se mi zdi, da pozabljamo tudi na kaj vse v bistvu slikanica lahko človeku prinese in kako lahko spodbudi domišljijo. Potem pa spet v bistvu v naših sanjah. Tukaj pa ne gre za serijo. Jaz sem zelo težko, ko delam, v bistvu solo dela so mi zelo težko izvedljiva, ker ponavadi, ko začnem delati, se pojavi še 1000 in enih vprašanj, ki jih v bistvu ne morem odgovoriti ali pa postaviti v eni sliki in ponavadi naredim serijo. Se pa predstavljam tudi solo delom tukaj in to je delo Dobrodošli v moje sanje, velik kolaž na platnu. Mogoče izgleda neka taka nočna mora, čeprav v bistvu v končni verziji ni. To so neki inserti iz vsakdana, tako kot so v sanjah in v bistvu so preneseni mogoče na nek filmski način, ker v bistvu, če bi potovali s kamero čez ta kolaž, bi v bistvu lahko naredili kakor razvit film. Tudi tukaj v bistvu, to je spet ta način dela, ki ga imam jaz, ki uporabljam krep papir in stare partičke. Zakaj krep papir? Krep papir, to je tisti papir, ki ga uporabljamo za te kičaste rože. In jaz sem v bistvu hotela temu krep papirju dodati še neko dimenzijo in v bistvu ga mogoče ta kič povzdigati in ga v bistvu spremeniti v umetnost. Tako da tudi s tem krep papirjem dobim to barvo, ki mogoče včasih ljudje mislijo, da jo dodam, ampak jo v bistvu ne dodam. Ko ta krep papir preneseš na platno, ko dodaš zraven vodo, se v bistvu ta krep papir razbarva. Se pravi, sam material probam izkoristiti, kar mi omogoča, probam to čim bolj izkoristiti. Potem gre pa, se pravi, razstava spet iz mojih sanj. Dva kolaža, oziroma sicer sta diptih, ki bo pa del nove serije, ki se bojo pa rekli Chronically Late. Tudi te dva kolaža sta v bistvu naslonjena Chronically Late. Upam, da boste videli oziroma občutili pa to, da sem se ukvarjala z vprašanjem zamujanja. Nekako ljudje ne razmišljajo o človeku, ki je na drugi strani. Torej ne razmišljajo, da tisti človek, ki čaka, mogoče tiste pol ure, ki čaka, da lahko mogoče te ure tudi na drugačen način izkoristi. No, in iz teh osebnih odnosov sem pa ugotovila, da ni zamujanje pri medsebojnih odnosih, ampak da v bistvu na globalni ravni zamujamo z vsemi stvarmi. In že takrat, ko je prepozen, še vedno ne naredimo ničesar. Predvsem v teh delih je veliko očes. In zakaj očesa? To niso navadne očesa. To so očesa, ki sem jih v bistvu naletela na neko staro revijo, ki se je ukvarjala z očesnimi defekti.
Tako da vsa očesa, ki so tukaj, so v bistvu imajo nek defekten vid, se pravi, vidijo drugače. Se pravi, ne vidijo realne slike, na globalni ravni pač velikokrat ne opazimo stvari, ki bi jih mogli videti oziroma opazimo, ko je že prepozen, pa še takrat pač ne ukrepamo na to. Iz kronike Lilith pa v bistvu lahko nadaljujemo ob straneh teh kubusov, ki so postavljeni v avli ministrstva, boste pa videli tudi v bistvu printe kolažov, katere sem pa serijo in tej seriji se pa reče Nekega dne. Zakaj nekega dne? Se pravi, nekega dne sem bila jaz na Japonskem in nekega dne sem bila jaz v Tokiju. In nekega dne nisem v bistvu gledala navzgor, ampak sem gledala navzdol. In takrat, ko sem bila jaz v Tokiju, sem v bistvu en dan preživela na ulici in slikala, fotografirala samo samo čevlje oziroma noge naključnih mimoidočih. Sploh zaradi tega, ker v Tokiju je vseeno neka taka prestolnica, kjer se tudi glede mode veliko dogaja in so mi bili fascinantne te kombinacije barv, kombinacije pač ne vem, in se pravi nogavic in obuval in tudi zelo nenavadna obuvala imajo. Potem je pa v bistvu prišel mimo naključje in ta naključje je bil to, da sem bila na enemu od bolšjakov, kjer v bistvu sem najdla stare antenine revije in v teh anteninih revijah, na zadnjih straneh teh antenih revij je bilo ponavadi, so se ljudje iskali. Se pravi, ne vem, nekdo je nekoga videl, neka punca je videla fanta na avtobusu, kako se pelje na troli, kako se pelje proti Prulam in videla je, da je bil pač simpatičen, da je bil oblečen to pa tako in je v bistvu to, so potem bralci, mislim, potem je to ona poslala v anteno in na tak način v bistvu hotela poiskati tega fanta, kar se mi je zdelo izredno romantično, sploh v tem digitalnem svetu. In takrat sem se v bistvu utrnila misel, zakaj jaz ne bi v bistvu na nek način tudi povezala dve deželi, ki ste zelo različni, ki ste zelo si oddaljeni in sem jih v bistvu povezala na tak način, da sem izbrala 24 fotografij iz teh serij, ki sem jih posnela v Tokiju. In glede na vsebino, ki je ta odrezek iz antene mi jo podajal, sem jih v bistvu povezala na nek način. Torej te nožice, ki so na teh kolažih, bi bilo mogoče lahko tudi nožice teh ljudi, ki so se v bistvu v teh oglasih iskali. Vse to sem začela tudi v bistvu z barvami, kakšni so zelo kričeče, te nožice in dan gor ta oglas, sem pa rekla, rabim še neko tretjo dimenzijo. In ta tretja dimenzija je bila pa to, da sem te kolaže okrasila z ornamenti, ki pa to niso ornamenti, ampak če boste majčkeno bolj podrobno pogledali te ornamente, boste videli, da je to v bistvu Morzejeva abeceda. Zakaj je Morzejeva abeceda? Mogoče zato, ker sem bila dolga leta tabornica. In nekako cel čas, ko sem ustvarjala to razstavo, sem se spraševala, kaj z Boga si zgodilo s temi ljudmi, ali so se najdeli, ali se niso najdeli, kako je to potekalo. In ker odgovora seveda nisem mogla dobiti, razen če bi delala neko veliko raziskavo, sem se odločila, da tem 24 zgodbam v bistvu dam svoj srečni ali nesrečni konec in zakodiram v bistvu to Morzejevo abecedo. Če se od nekega dne spet vrnemo na razstavo in pogledamo zadnja dela, to so v bistvu na zadnjem kubusu, so pa spet neka serija, ki v bistvu ni nikoli ratala serija, se pravi, gre vsem za solo dela. Je pa vse izhajalo iz krize identitete, no. Tako da v bistvu tukaj spet sem iskala ta odnos do nas samih, no. Sem mogoče majčkeno globje šla, pa mogoče tudi enkrat bo ratala serija, no. Samo zdaj enkrat so to v bistvu bolj kot ne skice, no. Spet kriza identitete, ki nastopi večkrat v življenju, nikoli se ne konča. Pri mojih kolažih je naključje tisto, kar se mi zdi, da je tisto, kar me interesira, se pravi. Ker pri kolažu nikoli ne moreš narediti čiste zasnove, ker nikoli ne veš, kaj boš dobil, kaj boš brskal po materialu, nikoli ne veš, pač to so drugi časi, to je nekaj, kar ti nisi živel in ti to gledaš in režeš in nekako so ta naključja res v bistvu še sama sebe presenetam in v bistvu to mi je nekaj najlepšega, kar jaz ustvarjam, so lih ta naključja, no.
In jaz tudi ta naključja probam ne, tudi včasih, ko me mogoče kakšna kapljica barve iz tega materiala, krep papirja pade nekam, probam, da to naključje ne zbrišem, ampak da ga dejansko izkoristim in ga vkomponiram v samo zgodbo mojo, no, ker v vsakdanjem življenju so naključja del nas, no, tako da to je, in če jih znamo v svoj prid izkoristiti, je še to toliko boljšno. Pri kolažih uporabljam žive barve, čeprav mogoče zadnje 2 leti sem padla vseeno v neko to črno-belo sepijasto barvo, pa mogoče je to tudi posledica, ker sem preden se začela ukvarjati s kolažem, v bistvu tudi nekaj časa delala v filmu in mogoče mi je to tudi podzavestno zdaj prišlo malo na plano. Res pa je, da tudi, seveda, tudi material, ki ga dobim, nekako mogoče narekuje tudi to črno-belo pa sepijo, čeprav jaz bi rekla, da je to le skupek obojega, no, zakaj sem se mogoče v zadnjih 2 letih pač ukvarjam bolj črno-belo pa sepijo barvo, no. Glede na velikost kolaža so figure zelo male in to pa zato, ker sem hotela dati v neko veliko sfero neke narave, se pravi, da te figure začutimo, mogoče na nek način se nam zdijo osamljene, ampak ko majčkeno bolj pogledam, v bistvu ne, te figure so v bistvu se ustavljajo na zelo prelepem kraju in v bistvu to ni osamljena samota, ampak je samo samota, tišina pač, tako. Potem recimo v izoliranih sanjah so figure, imamo recimo 2 plana, se pravi figuro, ki je v spredju, figuro, ki je v zadju. Recimo, če povežem to z delom, ki ga predstavljam, je recimo odsev mladosti. Torej, neka mlada figura, ki je v spredju in neka stara figura, ki je v zadju, ki je obrnjena v nasprotno smer, tukaj gre za moško žensko, kljub temu, da lahko mogoče rečemo, da gre celo za isto osebo, ne. In jaz s tem, ko delam prvi pa drugi plan, v bistvu dodajam še tisto srednjo dimenzijo, se pravi ta odnos med figurama, ne. In tukaj je tisti catch, zakaj nekaj v prvem planu, zakaj nekaj v zadnjem planu, da tudi niso pomembni samo odnosi same figure, ampak tudi odnosi med temi figurami, no, tako kot pač v življenju so. Nisi pomemben samo sam, ampak so tudi pomembni odnosi, ki jih gradiš do drugih.